pa nadaljujemo z našim razmišljanjem o naravi avtizma. Zdaj smo govorili o diagnostičnih kriterijih, ki nam pomagajo postaviti diagnozo avtizem. Govorili smo o težavah, ki pogosto nastanejo in kažejo na to, da tudi strokovnjaki velikokrat bodi si prehitro postavijo diagnozo ali pa so potem premalo natančni. Mi smo si pogledali vse veljavne kriterije, ki jim moramo postreči, da bi lahko rekli, da ima nekdo avtizem. V nadaljevanju bi rad pokazal še na nekaj težav, ki dodatno otežujejo postavljanje diagnoze. Pokazal bom nekaj najnovejših raziskav z področja avtizma in hkrati spregovoril o novem poglavju, ki ga potrebujemo za razumevanje avtizma, in to je socialna kognicija. Mi do zdaj te še nismo. Torej, danes sledi uvod v novo poglavje in obenem želim tudi nakratko na koncu spregovoriti o sodobnih, neinvazivnih metodah, ki so zelo obetavne na področju ne samo avtizma, ampak na področju mnogih drugih nevrodegenerativnih bolezni oziroma stanj, obetavne v terapevtskem smislu, to je neuromoduliranje. Neuromoduliranje je vrsta metod dela, ki izhajajo iz spoznanj o delovanju nevronskih mrež. Kar je seveda logično. Če ne vemo, kako delujejo, tudi ne moramo na nje vplivati. Če ne vemo, kakšne funkcije imajo posamezne nevronske mreže, ne vemo, na katero naj vplivamo, katero naj spreminjamo, da bodo učinki taki, kot si želimo. No in ob tem bo neposredno razvidno, kako izjemno pomembno vlogo ima kognitivna terapija oziroma imajo spoznanja z področja kognitivne znanosti. Zapravi, bomo naredili en prehod od genetskih dejavnikov, nevrofizioloških dejavnikov k nevronskim mrežam k neuromoduliranju in sodobnim kognitivnim terapijam. Vse to so dejavniki, ki v celoti pomagajo misliti avtizem oziroma kako se obnašati do ljudi, za katere ugotovimo, da imajo avtistične simptome. Poudarjam, da šele vse to v celoti, to je izjemno zahtevno početi. Če veste nekaj malega o genetiki, pa ne veste ničesar o kognitivni znanosti, enostavno ne morete razumeti avtizma in obratno, seveda, če ne vemo, kako delujejo posamezne nevronske mreže, enostavno ne moremo natančno vedeti, kaj se dogaja v glavah ljudi, ki imajo avtizem, in seveda, kako se vesti do takih ljudi, da bomo pri tem zadovoljni mi in seveda zlasti oni. Predvsem, če govorimo o otrocih z avtističnimi motnjami. Torej, kot vedno, vsega tega si nisem izmislil, to, kar bo sledilo, niso moja mnenja, to, kar bo sledilo, niso vraže, to ni nastalo v kakšnem zakotju. To, o čemer bom govoril, izhaja iz najnovejših spoznanj. Ena od referenc, na katero sem skliceval, tale zbornik
z letnico 2017, knjiga je šla pred enem mesecu. To je knjiga, klinična knjiga, meta študija. V tej knjigi so navedene vse relevantne klinične študije z področja avtizma zadnjih 10-15 let. To je knjiga, ki nam pokaže ali pa pove, ali nam pomaga misliti meta-analize oziroma meta-študije opravljenih kliničnih študij, kar je tudi zelo pomemben dejavnik, ker če ste seznanjeni samo s študijami, je tudi to še vedno lahko premalo. Potrebne so meta-študije, kajti študije vam prinesejo celo množico podatkov, celo množico informacij, ki še ne terjajo interpretiranje, terjajo razlage. Še ne meta-študije nam pomagajo interpretirati študije. Zato je tale čist preprost sprehod skozi osnovne, nujne korake, ki so potrebni v znanosti o avtizmu, govorimo o znanosti. Je kar dobro imeti pred seboj, kako izjemno zahtevno je delo od začetnih idej, kaj sploh preučevati, da bi ugotovili, ali ima nekdo avtizem ali ne, kam pogledati, katere biomarkere treba pogledati, katere nevronske mreže pogledati, katere hormone treba pogledati, katere nevrotransmiterje treba pogledati. Že samo to, že ta prvi korak je izjemno zahteven, da se naučimo sploh dizajnirati, sploh oblikovati študijo ali pa raziskovalni projekt ali pa način dela z nekom, za katerega domnevamo, da ima avtizem, kaj šele potem vse ostalo, koliko podatkov moramo pridobiti in pri tem se že pogosto zatakne. Ljudje, tudi strokovnjaki, kot pravim, pogosto postavijo diagnoze na podlagi izjemno majhnega števila podatkov, ki jih imajo na razpolago. Izjemno majhnega števila raziskav, ki so bili narejeni pri posamezniku. Pogosto, zelo pogosto, iz prakse vemo, se diagnoza postavi na podlagi skoraj veliko intuitivnih občutkov, ki jih pač nekdo ima, občutkov o posameznih simptomih, ki niti niso dovolj natančno razporejeni v vse tiste kategorije, o katerih smo že govorili. Se pravi, pogosto se ne upošteva niti osnovnih diagnostičnih zahtev pri postavljanju posameznih simptomov, kaj še je pri postavljanju celotne diagnoze. O tem smo govorili. To, da ima nekdo 2 simptoma, lahko jih ima tudi 3, lahko ima tudi 4, še ne pomeni, da smo upravičeni postaviti diagnozo. Eno so simptomi, drugo je diagnoza. Diagnoza pravzaprav vedno pomeni neko metakognitivno spoznanje o naravi posameznih simptomov, ki jih ima posameznik. In tako naprej, to je samo schematični prikaz, kaj vse pravzaprav moramo narediti, da pridemo do česa, pridemo na koncu do načrtovanja naslednjih raziskav, dodatnih raziskav, ki so potrebne. In seveda, tako deluje znanost. Zato je, recimo, znanost iz leta 2017 že proizvedla nekaj spoznanj, ki, jaz jih bom tudi danes citiral, ki postavljajo pod vprašanje nekatere spoznanja, ki so veljale že pred pol leta. Z področja avtizma, govorimo izključno samo o avtizmu danes. In seveda, čez pol leta bo verjetno še malo drugače. Seveda bo, se znanost napreduje, se ne nazaduje. Zato je tudi pogosto, kar žalostno opazovati, ljudje delajo, recimo tudi strokovnjaki, delajo z otroki, z avtističnimi simptomi, potem jih vprašaš, katere je zadnja študija, ki so jo prebrali, zadnja klinične študije, pa meta-študije, ki so jo prebrali iz tega področja, pa navedajo kakšno iz leta, recimo 2000 ali 2002, 15 let staro zadevo, ki seveda lahko ima določeno veljavno vrednost. Lahko jo ima, ampak v mnogo če je pa prav gotovo zastarelo, pač tako hitro danes znanost napreduje. Torej, govorimo o nujnih korakih, ne samo pri postavljanju diagnoz, pri prepoznavanju simptomov. Zdaj, če ne sledimo znanosti, mi niti ne vemo, kateri vsi simptomi so,
avtistični. Mi vemo mogoče za 3 simptome, mogoče vemo za 5 simptomov, mogoče vemo za 10, prepoznamo pa 11, prepoznamo 12. In danes recimo bom povedal par takih stvari, ki so usupljive, ravno v tem smislu, kako recimo poznavanje enega nevrotransmitera, enega hormona, recimo, ki je zelo pomemben za razmerje avtizma, to je serotonin, postavlja celo vrsto stvari pod vprašanje. Zato, ker so zadeve tako zelo dinamične, zlasti v možganih, tako izjemno dinamične, da je zelo težko natančno povedati, recimo, koliko časa bo nekdo, za katerega smo ugotovili, recimo, da ima avtistične simptome, te tudi imel. Diagnoza ne pomeni, da bo nekdo imel, recimo, diagnoza avtizem, da jo bo imel vse življenje. Niti slučajno to ne pomeni. Lahko se spremeni, zlasti seveda, če je deležen sodobnih treningov, v nekaj letih. To ni tako kot, ne vem, fizikalna značilnost, kaj lune. Luna bo še kar precej časa blih taka, kaj danes. Pri ljudeh pač ni tako. Po eni strani, seveda, hvala Bogu, da ni tako, ker pomeni, da lahko vplivamo na posamezne diagnoze, po drugi strani pa ravno to pomeni, da smo pred izjemno zahtevno in težko nalogo, ker nam pa slediti znanosti. Če hočemo, da bomo še kaj pametnega povedali, da nas ne bo čez 2 leti že prevozil čas. Torej, to je samo uvodna pripomba. No, pa recimo en tak uvodni, nadaljni, vsebinski poudarek v tem, glede tega, o čem sem zdaj govoril. V resnici, v tem trenutku zdaj, konec marca 2017, ne obstaja niti en popolnoma zanesljiv dejavnik, ki bi nam omogočil, da bi to še ne pomeni, da sem prehlajen. Ali pa da imam pljučnico. Ali pa bronhitis. Kako? Skratka, to ne pomeni še praktično nič. Okay. Niti en absolutno zanesljiv dejavnik, ki bi nam omogočil, da bi zgolj na podlagi poznavanja tega dejavnika lahko vnaprej rekli, da je nekdo avtist, da ima avtizem. In, naprimer, vidite, en poudarek, ko sem prej rekel, začetno razmišljanje o avtizmu, kam vas pripelje. Začetno, tisto elementarno, najbolj osnovno razmišljanje, ali pri kom lahko postavimo diagnozo avtizem. Seveda danes ni težko pregledati 400 do 600 genov oziroma genskih sekvenc, to ni težko. Ampak pogosto se dogaja, da tega ne naredijo, ker kratko malo ali ni denarja, ali se nekomu ni zdelo niti pomembno, pa kaj podobnega. Ali pa niti ne ve, katerih 600 sekvenc recimo je pa treba pogledati in katere strukturne spremembe na teh sekvencah so take, da nam omogoče postaviti diagnozo avtizem. Zato, ker je treba biti izjemno vešč pri interpretiranju podatkov. Ni že kar vsaka strukturna sprememba v eni genski sekvenci taka, da lahko reče, da zaradi tega ima nekdo diagnozo avtizem. Niti približno tako ni. In to je seveda izjemno zahtevno delo. Kar je po eni strani dobro, če se tega zavedamo, da ne opletamo z diagnozami prehitro. Da ne postavimo prehitro, zato ker to lahko deluje, diagnoza, postavljanje diagnoze, lahko seveda deluje tudi kot stigma. Kot stigma, o tem sem pisal pred časom v blogu, ki ga zdaj postavljam skupaj z Okom, namreč otrok, ki ima avtistične simptome, ni isto kot avtizem. Otrok, ki ima avtistične simptome, je najprej otrok, ki ima avtistične simptome. In je treba to ločiti. Tako kot človek, ki recimo kašlja, še ni pljučnica.
še ni isto kot bronhitis ali pa kaj podobnega. Je zgolj človek, ki ima pač en simptom. To je zelo preprosto spoznanje, o katerem včasih kaj rečemo, ampak vprašanje pa je, če se tega res zavedamo. Velikokrat se spontano zgodi, da identificiramo posameznika preprosto z diagnozo, ta je pa autist. To, da ne rečemo celo, ta pa je autizem. Ne, ta najprej je človek. Potem, seveda, ne vem, na kateri decimalki, pa lahko rečemo, ima pa tudi te in one autistične simptome, ki jih je torej težko določiti. Torej, za enkrat, in to je pomembno, to je izjemno pomembno, izjemno težko je iskati, recimo, markerje, ki nam povedo, zlasti seveda natančno, ki nam povedo, ki nam objektivno povedo, kateri biološki procesi potekajo v telesu, kateri patološki procesi potekajo v telesu, da nam omogočajo postaviti, recimo, kakšno diagnozo. Tukaj vidite v povezavi s serotoninom, ko sem prej pomenil, izjemno težko je natančno povedati. Tudi če količine serotonina vstopajo navzgor ali pa navzdol, da je to res nekaj, kar je povezano z avtizmom. Recimo, zelo težko. Zelo težko. Serotonin je pač zelo pomemben, kot vidite, tudi tukaj celo množico človekovih reakcij, odzivov na okolje nadzoruje, oziroma je zelo pomemben pri tovrstnem vedenju, zlasti pri impulzivnosti, agresivnosti in tako dalje. Mislim, tukaj v tem primeru zopet velja. Zelo pogosto se zgodi, da rečejo, nekdo je agresiven. To je iz istega registra, kot sem prej omenil, povezovanje med avtizmom in posameznim otrokom. Nekdo je agresiven. Agresivno vedenje je zelo povezano z zunanjimi dejavniki, s tem, kar se dogaja v našem okolju. V psihologiji ali pa v diagnostiki, recimo, saj en resen strokovnjak ne bo dovolil reči, da je posameznik agresiven. Ker agresivnost ni trajna značilnost, tako kot je značilno, kot sem prej rekel, za planet, kaj se in kaj. Ni. Ker je med drugim, recimo, zelo povezan z količinami tega hormona oziroma neurotransmiterja, ki se imenuje serotonin. Zelo pomembno je, v takih inštitucijah, kot je naše, to zelo pomembno. Zelo velikokrat se zgodi, da nekdo, ki recimo prihaja, otrok, ki prihaja, da za njega se že vnaprej pozanimajo, koliko je pa impulziven. Ali pa če se reče, da je imel, ne vem, kakšen poskus samomora, tako kot se dogaja zdaj, ko bo prišla ena deklica k nam, je ogromno ljudi, kar nenadoma paničnih, ker to enačijo, to, o čemer zdaj ne govorim, zadnji velja. Če je nekdo poskušal narediti samomor, joj, kaj pa če bo še enkrat? Kaj pa če se bo to ravno pri nas zgodilo? Nekdo je impulziven, ja, kdo ga bo pa nadzoroval? A imamo mi dovolj ljudi, nekdo je agresiven, ja, da ne bo koga poškodoval. To je natanko iz tega registra. Prehitrega sklepanja. Zato je tudi zelo pomembno, kaj je napisano v dokumentaciji. Ne, nekdo je agresiven, nekdo je autist. Ampak, treba natančno povedati, v točno določenih situacijah, v točno določenih odnosih je določena verjetnost, da se bo posameznik odzval. Da se bo odzval, naprimer, z vedenjem, ki ga prepoznavamo kot agresivnost, kot napadalnost. Ampak to ne pomeni, da se bo tudi v vseh drugih situacijah odzival enako. Praktično ne obstaja človek na tem svetu, za katerega bi lahko rekli, da je agresiven, kar pomeni, da je vselej agresiven. Ne obstaja tak človek. Preprosto ga ni, ki je vselej impulziven. Je redko, je pogosto, je včasih, je sem in tja. Ne obstaja človek, ki je impulziven. Kratko malo ga ni. Tako kot je trava zelena, dolgo časa seveda se stvari obrnejo drugače, pa ne pada dolgo časa drž, pa ni več zelena. Ostane rjava, recimo. Prosim. Jaz sem bil zelo čisto slučajno, sem prišel od Ustikva, s to deklivo od Jaspera Jula, agresivnost, novi in nevarni tabu. In na predavanju in je bilo
zanimivo, kako je poudarja, da je kot je agresivnost to seveda nekaj povsem običajnega in da je običajnega, pač tudi ne normalne, in da pač zadeve ne smemo inačiti z nasiljem. No. Jaz sem to hotel dodati, da je agresivnost do določene mere lahko koristna, seveda pri otroku, ker pač enostavno se mora postaviti zase, če mu nekdo drug trga igrača, no. In tako naprej. Absolutno. To, kot je bilo potrebno v savani pred 250.000 leti, če vas je nekdo napadil z gorjačo, če se je le dalo uporabiti večjo gorjačo, pa njega nazaj. Seveda. In ko govorimo o recimo biomarkerjih, ko govorimo o bioloških procesih, mi najprej govorimo o evolucijskih procesih, ki so nastajali, ki so delovali na naše prednike tisočletja in 10 tisočletja in 100 tisočletja in na količino serotonina, recimo, ki ga telo proizvaja. In seveda, v sodobnem civiliziranem svetu imamo lahko zaradi tega težave, ker pač ne živimo več v savani. Ker v savani je bilo drugačno okolje, kjer je bilo treba pogostokrat silovito in takoj se odzvati, če si hotel preživeti. Okay? Saj vemo, osnovni refleks je pač fight or flight. To je osnovni refleks, ki je tudi v nas, samo priznajmo si, tudi v nas je, mi smo še vedno živali, deep down. In seveda v tem je lahko jasno velika težava, ker te zagrabi, kot se reče, da bi se spopadal sovražnikom, civilizacija te pa reče hold your horses, in počasno je treba medijacija, pa sodišče, pa ura. Ja, seveda. Kaj še je? To ste dobro povedali, kako pomembno je uporabljati ustrezne besede. Agresivnost je čist nekaj drugega kot nasilnost, se strinja popolnoma. In seveda, odziv na nek zunanji dejavnik je čist nekaj drugega, refleksna gesta je čisto nekaj drugega kot recimo trajna osebnostna značilnost, ali pa osebnostna dimenzija, ali pa osebnostna poteza, ali pa nekaj, kar je vgrajeno v osebnostno strukturo tega enovnega človeka, seveda. Ravno zato je tako zelo pomemben besednjak, zato se toliko časa zadržujemo pri tem. Bodite natančni, takrat in takrat. In samo takrat se je odzval ta in ta človek tako in tako. Nam se zdi, mislimo, domnevamo, verjamemo, na prvi pogled se zdi, da je bilo to napadalno vedenje, nasilno vedenje, agresivno vedenje, potem se pa izkaže, kar je recimo mogoče spet tako dobro pri avtističnih ljudeh, da se je oseba samo branila. Pač na tak način, ker doživlja okolje kot napadalno, kot nekaj, kar človeka spravi v stisko. Vidite, kako se zgodba v sekundi zamenja. Človek je agresivno napadal drugega človeka, potem pa pogledaš, v agresivnem okolju se je enkrat odzval z agresivnim vedenjem, ker je bil, na primer, pod stresom. Čist nekaj drugo. Ja, seveda. In to poudarjamo vedno znova in vedno znova, pa nekaterih ljudi se pač to ne prime, ker je veliko lažje in tudi kognitivno je manj zahtevno, mentalno je manj zahtevno, ta je pa agresiven, ta je pa samomorilc, ta je pa latentno samomorilc. Nikoli ne veš, daj bo skočil čez okno. Give me a break. Samo če mečkem pomislite, ne obstaja tak človek, ga ni. Človek je nekoč poskušal narediti samomor, da bo zdaj kar vsakih 5 minut stal na okno pa skušal skotiti čez. To je popolnoma iracionalno in, da ne rečem, neumno razmišljanje. Človekova osebnost nikoli ne deluje na tak način. Torej, hočem še enkrat, poudariti to še velikrat, da je, tudi ko se seznanimo, dobimo nek izvid, nek podatek, dobimo množico informacij, se lahko zelo objektivni, pridobljeni z napravami, problem, ki sledi, je, kako to interpretirati. In kdo ima velike količine serotonina v krvi? Prav! Kaj zdaj
povzroča velike količine serotonina v krvi? Cel kup dejavnikov. Kako pa vi veste, ali so ti dejavniki aktualni ali niso? Se treba prepričati. In potem sledi seveda tisto, o čemer smo že prej govorili, tole. Vedno znova je treba delati primere, tretje podatke, nove podatke, analizirati podatke, potem pa novo raziskavo dizajnirati, da se prepričate. Seveda, vi lahko rečete, da je v sedanjem življenju to težko narediti, zato ker nimamo vedno dovolj časa, nimamo dovolj denarja, nimamo dovolj virov, ali pa se nam preprosto ne ljubi. Seveda, vsi te dejavniki delujejo, ampak zato je še toliko več razlogov, da smo bolj previdni, nič drugega. Da smo bolj zadržani, preden kaj rečemo. Kakšne poteze ima nekdo, kakšne značilnosti ima, kakšen kdo je, zlasti pa preden verjamemo, da je res tak in da bo tudi še v prihodnosti tak. Ok, to je v bistvu osnovna lekcija, da smo zadržani in da rečemo, ok, meni se sicer zdi, da je tako, počakamo še malo, preden kaj izzimamo. Ker s tem, ko kaj rečemo, lahko naredimo tudi veliko škode. To se veliko krat dogaja. Ljudje pokličajo, ja, ali pa, to je lep primer. Lep primer, enkrat ga bom prav analiziral čisto natančno. Dogovarjali smo se za enega dijaka, da bi prišel eden od staršev pomni. In to informacijo bo treba prenesti pač ustreznim ljudem v inštituciji, ker pač to morajo vedeti, ker je tak protokol. A veste, kaj je ven prišlo? Lahko že ugibate, lahko si že mislite. Na koncu je nekdo zapisal, jaz sem dobil fotokopijo tistega zapisa, oče je rekel, da pride pa otroka ob 6. Na kar se jaz pravi, a vi, ki ste to napisali, lahko poveste, kaj zdaj to pomeni. Oče bo prišel po otroka ob 6. Ob 6. zjutraj. Ob 6. popoldan. Ali kaj? Ampak o tem sploh nismo govorili. Tako da je treba biti torej previdni, še enkrat. To je molekula serotonina, to se zanima, to je samo toliko. Kot sem že prej omenil. Preden se lotevamo psihološkega besednjaka, tudi to imajo ljudje zboradi, psihološkega besednjaka in psiholoških metafor v smislu, koliko je kdo motiviran, koliko je kdo zainteresiran, koliko je kdo priden, koliko je kdo discipliniran, koliko je kdo ono, koliko je kdo tretje, koliko je osebnostno tako, koliko je normalen, koliko je prilagojen, koliko je ta. To so psihološke metafore. Zdaj seveda probam v lastno skledo, ampak je to tudi prav. Preden začnemo uporabljati psihološke metafore, če hočemo postavljati kakršnokoli diagnoze, recimo v smislu, s katerim se tukaj srečujemo, da govorimo, so potrebni objektivni pokazatelji, objektivni, ne subjektivni pokazatelji oziroma indikatorji bioloških procesov ali pa nenormalnih procesov, ki potekajo v telesu. Preden mi lahko rečemo, ali je nek dijak hipersenzitiven oziroma ali je preobčutljiv na karkoli že, mi moramo vedeti, ali obstajajo zanesljivi znaki objektivnih procesov v telesu. Saj vemo, kdaj in pod kakšnimi pogoji je kdo preveč občutljiv svetlobo na katerikoli državi. To natančno vemo. In to, ker imamo pogleda v te markerje oziroma na pokazatelje, na znake, mi pravzaprav samo ugibamo. Ali pa se zanašamo na svoj občutek, ali pa na svojo intuicijo. In seveda s tem delamo škodo. In nažalost je v večini primerov je dokumentacija v tem smislu nepopolna in pomanjkljiva. V večini primerov, ko prinesejo starši dokumentacijo s seboj, je pomanjkljiva. Imamo na voljo premalo objektivnih podatkov, dejstev, zlasti pa dobrih interpretacij teh dejstev. Ampak še kar prijo z diagnozo. In včasih seveda je to čisto v redu, velikokrat pa preprosto ni. To je
en lep prikaz, povzetek, tako rekoč, množice študij, s katerimi so skušali odgovoriti na izjemno zahtevno vprašanje, ki gre približno takole. V zelo zgodnjem času, v otrokovem razvoju, ko je star otrok tam približno 1,5 do 2, to vemo že dolgo časa. V tem času se zelo, res dramatično poveča in volumen možganov, zlasti pa površina. Kar pomeni, da otrok takrat doseže izjemen kognitivni razvoj, zato tudi starši spontano to prepoznavajo kot bistrost lastnega otroka. Vsi otroci v tem času so bistri, ne samo vrš. Vsi. Takrat se pač to objektivno zgodi. Izjemen premik v možganih in znanstvenike je zanimalo, kaj se v tem času dogaja, če primerjamo skupino otrok, recimo, za katere domnevamo, da bi lahko imeli avtistične simptome, z kontrolnimi skupinami. In so to tudi naredili. Rezultati so, do določene mere so pričakovani, pa vendar ne so osupljivi. Kako velike razlike so, kot vidite sami, zdaj to ni težko prepoznati, pri otrocih z avtističnimi simptomi, ki v tem času, tukaj vidite približno v starosti 2 let, kako izjemno se pri njih poveča volumen možganov v primerjavi z vsemi drugimi kontrolnimi skupinami. Izjemno. To so izjemno velike številke. Izjemno velike številke so, kar ima seveda delno že pomembno vlogo pri razumevanju, zakaj imajo nekateri, ne vsi, nekateri ljudje z avtističnimi simptomi tako neverjetne zmogljivosti, torej nekatere zmogljivosti. Pogosto so to z področja matematike, pa ni samo to, tu z področja umetnosti, pomnjenja in tako dalje. Seveda, to je eden od pokazateljev, vendar, to je samo pol zgodbe. To je samo pol zgodbe, ki nekatere zavaja, da mislijo, kako so zdaj pa avtistični ljudje, ali pa ljudje z avtizmom, ali pa otroci z avtističnimi simptomi, pa super otroci, wunderkindi, da so izjemno sposobni. Nažalost, ne gre tako preprosto. Zadeva je bolj zapletena, kajti temu dramatičnemu povečanju sledi kasneje dramatičen upad. In zaenkrat pravzaprav ne vemo, zakaj se to zgodi. Nimamo nobenega dobrega odgovora, kateri so tisti dejavniki, ki povzročijo te dramatične spremembe v drugo smer, v negativno, če lahko rečemo. Če je prva taka, da bi bili lahko samo zadovoljni, samo veseli, zaradi njih se zdaj to zgodi. Tukaj vidite še en prikaz. Torej, govorimo o korpus callosum, to je tole. To je ta struktura v možganih. Mi se lahko izmerimo natančno in volumen in debelino korpus callosuma. Mi lahko preštejemo količino, število povezav, men problem s sodobnimi napravami, to lahko ugotovimo za poljubno natančnost. Kako hočete veliko natančnost, to lahko ugotovimo. In tudi so. In spet, primerjava, recimo, otrok, dojenčkov, 6 in 12 mesecev starih, za katere, to smo tudi zadnjič govorili, obstaja določen sum, da bi lahko imeli kasneje avtistične simptome. So jih primerjali z kontrolnimi skupinami, z otroki, ki nimajo, ne bodo imeli takih simptomov. Torej, zanimal jih je korpus callosum. Izjemno pomembna struktura, ki igra morda ključnih vlog ali pri povezovanju, pri prehajanju impulzov iz ene v drugo možgansko hemisfero, pri tem, kar imamo konektiviti. To bomo kasneje videli, kako izjemno pomembno, kako zelo pomembno je, koliko je povezav med posameznimi nevronskimi mrežami, kako goste so posamezne nevronske mreže, kako trajne so povezave med nevronskimi mrežami. Se pravi, zanima nas,
ali pa ne želimo, da bi prehitro razpadali, ali pa da bi bile premalo kompleksne, ali pa premalo kompaktne, oziroma trajne. In korpus callosum igra pri tem izjemno pomembno vlogo, zato mi naključje, da recimo tej študiji izbere ravno to. Ampak vidimo spet, v zgodnem obdobju, se pravi, ko so stali 6 mesecev, 12 mesecev, je očitno, da je pri otrocih, za katere se bo kasneje izkazalo, da imajo avtistične simptome, korpus callosum večji, debelejši, se pravi, da bi lahko sklepali, da bo v njem več in bolj kompleksnih povezav, mrež. Ampak pri 24 mesecih nenadoma ni več tega. Pri 24 mesecih, pravi, v zelo kratkem času, v enem letu se nekaj zgodi, da teh razlik preprosto ni več. Oziroma, kasneje, ko bodo otroci stari 3 leta, 4, 5 in tako dalje, bo pri teh, za katere bomo že lahko postavili diagnozo, da imajo avtistične simptome, prišlo še do drugih upadov, do drugih sprememb, čisto anatomskih sprememb v možganih, zaradi katerih bodo nekateri simptomi lahko zelo hudi. Pravi, nekaj je, ampak zaenkrat še ne vemo, kar vpliva na razvoj na dva popolnoma nasprotne načine, izključujoča. Dramatično povečanje volumna možganov, potem pa dramatičen upad, vsaj na nekaterih področjih. Tukaj vidimo spet, to so za primerjavo študije, ki to, kar sem ravno kar povedal, potrjujejo, kako se kasneje, čez čas, spremembe začnejo, torej se dogaja tako, da so avtistični simptomi vedno bolj nekaj, kar čisto pač želite imeti, kar vas ovira v življenju, čeprav je pri tem tudi treba poudariti, to še ne pomeni, da so ti simptomi bodisi neodstranljivi, ali pa da so taki, da bi res vse življenje trajali, oziroma da ne bi mogli na nje vplivati, da ne bi mogli spreminjati funkcij, ki so vezane na posamezne nevronske mreže. Ja, malo se nanaša na tisto prej, ker si govoril o tem, da pač določeni podatki so še premalo. Včeraj bo en zanimiv primer. Za enega dijaka se večkrat zgodi, da moram jaz posredovati glede njegovega ostajanja. No in je bilo meni sporočeno z vzgoje, da ne pridem, ker se ta dijak odločil, da ne bo šel v pouku. Ko jaz pridem bolj do te božične vzgojiteljice, reče, zdaj je šel, se nekaj, da mi lahko opišeš situacijo. In potem, ker sva že večkrat se s tem ukvarjali, no in je prišlo do tega, da je rekla, da je prvotno mislila, ko ga je zgodila, da bo šel. Na to je dal to izjavo, da bom danes ne grem v šolo. No, potem se je pa vrnila in se je pogovarjala z njim in je šel. Samo potem sva se pa spomnila, ona se je spomnila, da je včeraj se zgodilo nekaj posebnega. Bil je zelo močen alarm, ki se je širil po celem zavodu. Tako boleče, še nam, ki nismo občutili, vsaj po nobeni diagnozi. No, samo to sem hotel povedati obema, namreč da misel pa še kako je mora še delovati na nekoga drugega, ki je bolj občutljiv. En drobec obzir temu, da bi rekel, spet nekdo ni prišel kako da hotel stati. To je dober primer, ja. To je dober primer, če bi natančno lahko pogledali. Naprimer včeraj, če bi imeli pri roki napravo in bi pogledali, naprimer, kaj se je dogajalo v tvojih možganih, mojih, pa recimo od tega otroka ali pa še od kakšnega četrtega. Potem bi imeli vpogled sami, neposreden v tole, kar tukaj kažemo. Videli bi, kako so, zdaj, ko govorimo o nevronskih mrežah, najmanjših nevronskih mrež sploh videti ne morate. Bi videli, če bi povedali dovolj natančno, kako so hiperazdraženi. Kaj pravzaprav to pomeni?
ko se vzdraženost, ker vsaka nevronska mreža ima seveda svojo, nevron jo ima svojo mejo, nad katero prak, nad katero postane, začne delovati kaotično, pravzaprav se mu zmeša, po domače povedalo. Videli bi, kako se dogaja na tanko to. Kako je en sam dražljaj pri tem otroku povzročil popoln kaos v možganih. Oziroma, niti ne misli reči kaos, ker to ni strezen izraz. Naredil je razdejanje. Razdejanje, zadnjič sem tudi citiral eno avtorico, ki je napisala uspešnico o avtističnih otrocih, sem tudi napisal en komentar k temu. Zelo simpatično je to ponazorila. Če otroku rečete, naprimer, to bi se lahko pri nas zgodilo, pojdi v kopalnico, ura je 8 zvečer, pojdi v kopalnico in se stuširaj. Otrok z avtističnimi simptomi bi to lahko razumel tako, da odide v kopalnico, se recimo postavi pod tuš, odpre pipo in stoji pod tuš. Ker mu niste povedali, čez 1 minuto zapri vodo, vzemi milo in tako dalje, in tako dalje. Ker jezik razume dobesedno oziroma se prav zatakne se. In tako otrok lahko stoji pod tušem 2 uri. On se tušira. Ali pa, če rečete otroku, preberite, kaj sem kralja Ojdipa in napišite domačo nalogo. Pojma nima, kaj ste mu rekli. Lahko še en primer ravno na to, ker si rekel, se ustavi. Enkrat prej, par dni nazaj, enaka akcija. In pridem jaz v sobo in rečem temu dijaku, a boš ti šel v šolo. In je bilo presenečenje. On je bil pri vratih, ko sem jaz vrat odprl. Sem se zasmejala kot v filmu in se pogovarjala sproščeno naprej. Prav, bom šel, ampak potrebujem svinčnik, da bom pisal. Potem se bo obrnala, ker ima 2 postelji v sobi, tisti drugi postelji. Na tisti drugi postelji je bilo za skoraj 30 cm materijala, zvezkov, knjig, ne vem česa, in popolnoma nemogoče, tudi ko bi iskal šivankov, mislim, tam v kupici Sena, najti svinčnik. In on je bil skoncentriran, da bo našel ta svinčnik. Jaz sem pripričal, da bi to lahko trajalo do 3 popoldne. Sem rekel, poglej, ne potrebuješ svinčnika, ker je bil sošolec z menoj, ta sošolec ti ga bo posodil. Se je obrnil in je šel. Ampak, takrat je bil pa ko zamrznen pred tisto posteljo in kje bom jaz našel svinčnik. Ja, to so res dobri primeri, ki jih je z zdravim razumom pravzaprav težko razumeti, ker naši možgani delujejo drugače in mi z lahkoto, naprimer, razumemo metafore, ker, kar si rekel, iti v šolo ne pomeni preprosto korakati do šole, ker pomeni tudi vzeti zraven sabo zvezke, pa knjige, tako dalje, pa iti ob pravem času, itd. To je izvrstno, kako en sam stavek pomeni mnogo stvari, ki jih mi sprejmemo. Otrok ima pa avtistične simptome, pa sprejme samo ta stavek. Gremo v šolo. V končni fazi on lahko stoji pred vrati in čaka nadaljnja navodila. Saj nisi povedal, kdaj. In tako dalje, in tako dalje. Ali pa recimo, če vodi 5 poti, saj nisi povedal, po kateri. On lahko stoji pred križiščem in čaka. Po kateri poti ne grem v šolo. Saj mi niste tega rekel. Jaz pa ne vem, po kateri ne grem, tako dalje, in tako dalje. Pri dijaku Bihu je oče povedal točno to, da on gre pod tuš in po moje že ima popolnoma izdelan protokol pod tuš, greš začeljati, ampak če ga ne prekineš, bo ostalo 1 uro, ker mu to paše. Po moje. Ne da nima natančnih navodil, pa to je očitno eno stanje, ki njemu ustreza. Lahko bo tudi ustreza. To je še za enega iz društva tam, ko se očete pogovarjajo. Točno ta problem. Tuširanje traja 1 uro, 2 uri, dokaj ne ustaviš. Pa po moje
vedo, kaj ta protokol pojdi, odpri, mislim, da je to za eno stanje, v katerem se... Lahko gre, ampak še zmeraj je razlika. Ja. Sej tebi tudi paše, kot tušen pa nisi 1 uro. Saj domneva. Okay. Ja, se strinjam, seveda je lahko to, ne? Velja pa tudi on. In to so tiste mikrodejavniki, ki so lahko odločujoči. Odločujoče je, kaj ti. Mogoče ta občutek, ne, da ti nekaj ustreza, da ti je prijetno, da ti je ugodno, igra ravno tako pomembno vlogo, kaj ti. Vsak pozna tak občutek. In ponavadi, ker smo pač imamo dovolj kognitivnega kapitala, kot se reče, znamo to tudi prekiniti. In vemo, rečemo, zdaj je bilo pa dovolj, bomo in nadaljevali, ali pa kaj pri avtizmu lahko, ni nujno spet, primera do primera drugače. Ta povratna zanka, recimo, preprosto manjka, enostavno jo ni. Te povratne zanke, se pravi, ja, vsakega ugodja pač mora biti nekaj konec ali pa nekem času konec, zato ker sledijo druge dejavnosti in podobno. Ne, zato ker, če bi odmislili, se ne moramo narediti tako zlaka, če bi odmislili kulturo in vse to, kar nam je prinesla vzgoja, kar nam prinašajo, recimo, kulturni vzorci, civilizacijski vzorci, potem seveda nimamo nobenega dobrega razloga, da določenega ugodja, ležati na soncu, ne bi prekinili. Zakaj bi to prekinjali? Razen, če spet ne prije nekaj odzune, ker sem lačen, bom vstal, ali pa ker mi je pa zdaj že postalo vroče, se bom malo premaknil v senco in podobno. Vse to je, če dobro pomislite, stvar navodil. Tudi, če jih sami sebi dajo. Tudi, če sami ležimo 25. julija na soncu, pa je 45 stopinj, nam postane vroče, si rečemo, ups, zdaj pa malo že vroče, se ne ležimo naprej. Eni si da ležimo, ampak gremo v senco, ker sami sebi rečemo, zdaj je pa vroče. Pri avtizmu lahko ta element preprosto umanjka. Čeprav gre za ugodje. In to je tisto, kar je v končni fazi vedno odločilno. Če se ukvarjamo z dijaki, a si mu povedal, kaj sledi dejanja, ali pa postopki, procedure, dogodki, stavki in tako dalje, si vedno sledijo. Ko grem na kosilo, imam že jasno v možganjih izdelano shemo, kaj bo sledilo. Ko bom nekaj vzel v roke, bom vzel pladenj in vilco in žlico in bom naložil hrano, kaj bo zdaj sledilo? Ja, nekam bom šel in se bom najbrž usedel za eno mizo. In ko se bom usedel, bom jedel. In ko bom pojedel, bom pladenj. Skratka, te scheme poznamo. Pri avtizmu ni nujno. Lahko da, ampak še lepo treningu. Drugač pa je možno, da ne. In se človek, otrok, nekje ustavi. Na sredini se ustavi. Na četrt se ustavi. Tik pred koncem se ustavi. Ni bilo jasno rečeno, kaj sledi. On ne ve, kaj sledi. Potem spada tudi odsotnost empatije. Zdaj mačkaj mi prehitevaš, o tem sem mislil na koncu spregovoriti, ko bomo upeljali koncept. Ja, seveda, ampak tukaj treba biti ekstremno spet previden. O tem bomo spregovorili. Zato gremo potem počasi zdaj od biologije in neuroznanosti, naprimer, k socialni kogniciji, k tem znamenitim nevronom, ki nam omogočajo zacaljenje. Ja, o tem bomo govorili. Ima pa to izjemno pomembno vlogo. Ima, ja. Ampak do tja pridemo še danes. To samo, kot smo rekli, za... Ok, no, recimo, tega sem se že prej dotaknil. Eno generalno, ampak samo generalno sklepanje nam raziskave omogočajo. Generalno, kar pomeni, da je lahko od primera do primera tudi drugače. Zapravi, gotovo je res, to sem prej že omenil, če gledamo korpus callosum ali pa če gledamo kakšne druge strukture v možganjih, da obstajajo spremembe. Zagotovo obstajajo spremembe. Teh raziskav je bilo že dovolj narejenih, da to trdimo z gotovostjo. V anatomiji. V anatomiji pač nevronskih mrež, oziroma povezav, saj mreže so po definiciji zelo povezave.
Teh povezav je ekstremno, skoraj neskončno veliko v organi. In te povezave so lahko, torej te spremembe v povezave so lahko izjemno majhne. Take, da jih ne vidimo s prostim očesom. In bolj specifično vidimo, da določene povezave, ki bi morale biti, ki nam omogočajo razumevanje sekvenc dogodkov, posledic, vzrokov in posledic. Niza dogodkov so lahko, torej, ne da so lahko, torej so prizadete. Zdaj, katere, pri katerem otroku, in to seveda druga zgodba, so prizadete. In to nam že omogoča razumevanje tega, o čem smo zdaj govorili. Da množice dogodkov ne morejo med seboj povezati v konsistentno in logično zaporedje. Da se tega zaporedja ne more zapomniti, da ga ne znajo obnoviti, da ga ne znajo artikulirati, ker enostavno njihova anatomija to onemogoča. To ne pomeni, da mi s kognitivnim treningom ne moramo vplivati na spremembe te anatomije. Hvala Bogu lahko. Zato bomo tudi na koncu spregovorili o neuromoduliranju. Ker vemo, kako se to naredi. Smo optimistični. To ne pomeni, kot sem že na začetku rekel, da bo zdaj en otrok vse življenje tak. Ne pomeni. Hvala Bogu, ne živimo več v srednjem veku. In vemo tudi, to je še drugi poudarek, k temu generalnemu spoznanju o spremembah v anatomiji, da obstajajo zelo gosto, zelo veliko povezav. Pravzaprav preveč povezav. Tam, kjer jih pa ne bi pričakovali. Se pravi, manjkajo te long distance, manjkajo te oddaljene povezave, ali pa so prizadete, medtem, ko jih je lahko v določenem mikropodročju, pa preprosto preveč. In to preveč je že indikator, da bo otrok se odzval na določene situacije ekscesno, pravi pretiran, preveč dramatično, da bo ob sorazmerno tistim preveč okušujoče včeraj, ampak primer lahko bi bilo tudi nižji, manjši torej jakost, ob sorazmerno šibkem držljaju bo njegov odziv pretiran, prevelik, preveč dramatičen. In to se po nas ne smemo. Dobesedno je v mehkem okolju preveč sinaps, ki se seveda nevrono, ki se vzburijo, in to vzburjenje, nekdo je buda, v stanju bude, nekdo pa nori okrog, ker je vzburjen, ne zato, ker bi hotel koga zaprakavati, ne zato, ker ne vem, je zunaj polna luna, ali pa ker ima slab dan, ali pa kaj podobnega, zato, ker nevroni tako delujejo. Vidimo tukaj, to smo že povedali, v corpus callosum, posameznih predveh možganov, da torej te spremembe lahko detektiramo, jih opazujemo, vedno znova obstajajo, ampak to še ne pomeni recepta za čist vsakega človeka, ki ima avtistične simptome. Preprosto ne pomeni. Vsak je v resnici malo drugačen. Zato je tudi treba pristopati k vsakemu kot takemu, ker pač je malo drugačen. Pri nekom nekaj, recimo, deluje, pri nekom pa ne. Pri drugem pa ne. Ok. To smo že povedali, zato nas to toliko ne bo zanimalo. Zdaj pa, kot sem rekel, sledi uvod v novo poglavje, torej socialno kognico. Zdaj smo se ukvarjali predvsem s tem, kar se dogaja znotraj človeka, znotraj možganov, z njegovo biologijo, z hormoni, z geni, s sekvencami, z možganskimi, z nevronskimi mrežami, povezavami in tako dalje, in tako dalje, in tako dalje. Kognitivna znanost pozna še eno poglavje in to je socialna kognicija. Kaj je socialna kognicija? Ena klasična raziskava, danes dejansko že klasična, sicer manj kot 20 let stara, ampak velja za klasično. Kar se med drugim tudi pove, koliko malo časa pravzaprav se razvija socialna kognicija. Torej, klasična raziskava je tale.
ko so odkrili v 80-ih letih, da obstajajo neuroneuron, se pravi specifični nevroni, ne samo pri človeku, tudi pri primatih, še nekaterih drugih živalih, nevroni, ki omogočajo, dobesedno omogočajo zrcaljenje, imitacijo, posnemanje. Pravi, človek opazuje drugega človeka, razume, kaj drugi človek počne in sam lahko posnemo. Pravzaprav veliko vrst učenja temelji na tem, vode s kolesom ali pa plavanje ali pa smučanje in tako dalje, posnemaj najprej mene, gledaj, kako jaz to počnem in se učim. Seveda to tudi zlahka počnemo, zahvaljujoč tem nevronom. Tisto, kar nas pa še bolj zanima pri tem, je pa to, kar je prej Nataša v bistvu upeljala, in to je empatija. Empatija pravzaprav preprosto rečeno pomeni, veste, včasih kdo reče, saj ti ne moreš čutiti tega, kar jaz čutim. V resnici ravno lahko. Empatija je v bistvu to. Jaz čutim, kar nekdo drugi čuti. Ljudje, na primer, smo zmožni čutiti bolečino drugega. Ne samo, da si jo predstavljamo in nekaj domišljamo. Ne, mi dejansko čutimo. Iste nevrone lahko ekscitiramo, kot jih je on. Iste. Mi lahko natanko isto bolečino čutimo, kot jo čuti drug človek. Ali pa kaj drugega. Katerikoli občutek mi lahko čutimo. Zdaj, ljudje, ki so bolj empatični, seveda to lahko čutijo. Bolj dramatično, močneje, obstajajo ljudje, ki so manj empatični. In seveda to ima tudi pomembno vlogo pri, recimo, avtizmu. Kaj ti živijo tudi ljudje, ki pa, recimo, empatije sploh ne prenesejo, ker ne poznajo, ker nima. Ampak to so skrajni primeri. Psihopatov, na primer, psihopatije so take, da človek dobesedno nima empatičnih občutkov. Tako prizadete ukvarjene možgane, da tega kratko malo ne zmore. Ampak za vse ostale ljudi pa velja, da premorejo empatijo. Da eni več, drugi manj, ampak vsi. Ampak pomembno, ta raziskava to potrjuje, pomembno pa je, vidite, bolj ko se ljudje družimo in posnemamo drug drugega, bolj težimo k temu, da bi se še bolj družili in posnemali drug drugega. Oziroma, več empatije čutimo. To je zanimiv tak povratna zanka. Več, ko čutiš empatije do drugih, več se želiš z njimi družiti, več empatije bo to proizvedlo, če seveda se ne bojo zgodile kakšne druge nepredvidene, ali pa tudi predvidene zadeve, ker so ljudje agresivni, napadalni, ali pa kaj podobnega, ali pa recimo, da niso. Torej, socialne interakcije so tiste, ki nas poleg tega, kar smo do zdaj povedali, delajo človeške bitje, družbene interakcije, odnosi med posamezniki in potem ima pomembna empatija. In empatija, sicer v zadnjih letih se zdi, da je to izjemno pomembna tema, kot je pada z neba pred 20-30 leti, vse ni tako. O empatiji pisal Aristotel že 2500 let nazaj dve razprave. To ni nič novega, je pa zelo popularno v zadnjem času. Zadnja pozitivna psihologija sploh, empatija, sočutje, well-being, zelo pomembno wellness, pomembne teme, čustvena inteligenca in tako dalje, ker je zanimiv fenomen. Zakaj ravno v zadnjem času? Okay. A lahko samo vprašam, koncept drugega, je seveda povezan s tem? To je tisto, kar morda celo igra eno ključnih vlog v času, ko ga je nakrajnjeno faza zrcala. Ko se otrok prepozna podobo drugega v zrcalu in ta podoba drugega je za vsako človeško bitje pravzaprav ne samo v obdobju tam približno enega leta starosti pa enega leta in pol, ampak vse življenje je odločilna podoba drugega, ki pomeni, da vsak posameznik lahko projicira v drugega človeka. Ne samo, da prepozna podobo drugega, empirično podobo pač drugega človeka, lahko tudi projicira v njega neko čisto tretjo podobo, ki ima za njega status drugega. Zapravi, ljudje zato lahko prepoznavamo drugega tudi na nek popačen, napačen način.
prepoznavaš me, kot da sem jaz tvoj oče, ampak jaz nisem tvoj oče. Do mene se obnašaš, kot da sem tvoja mama, ampak jaz nisem tvoja mama. Ja. To ima lahko celo dramatično vlogo, včasih celo lahko kakšen človek dobesedno halucinira. Otrok tudi, ki si tako silno želi, da bi nekdo igral to vlogo drugega, ki si on želi. V vsakem primeru, če ste to mislil, pa je temeljni princip odnosa do drugega, torej jaz želim, temeljni princip socialnih interakcij je, jaz želim, da me ti, ker se zdaj obračam na te in tako naprej, spremljaš. Da me potrdiš. Moja identiteta odvisna od potrjevanja, ki lahko prije samo od drugega. Jaz ne moram potrebovati lastne identitete. Strukturno nemogoče. Ja, in seveda zato je tudi toliko pomembno, kako se drugi odzove. Drugi lahko to sprejme, potrjuje ali pa zavrne. Na 1000 možnih načinov. Pri avtizmu vse to velja še bolj dramatično. Zato, ker, to bomo še zdaj videli, pri avtizmu nastane zelo, mislim, da je kar naslednja, še če se ne motim, to ni to samo ponazoritev tega, kar sem povedal. Ja. Ja, tale, bomo malo preskočili. Raziskava 2013, sveža, čisto nova raziskava. Za avtizem tudi velja, recimo, kliše, da so avtistični otroci naprimer bolj distancirani, udaljeni, ne zmorejo empatije, so čustveno bolj zadržani, bla, bla, bla. Kar je do določene mere res, ampak samo do določene mere. Na tem področju, recimo socialne kognicije, velikokrat ljudje naredijo preveč škode, ker se obračajo tudi, se avtisti so raje zase, so bolj tiho, ne marajo družbe, so čustveno avtistični, so hladni, so distancirani in tako naprej. Se pravi, do določene mere velja, več pa ne. Tle se veliko škode naredi. Res je, in to raziskava tudi potrjuje. Torej, ne moramo kar reči spet generalno, tukaj sem ravno kar, to velja za vse ljudi, ki imajo avtistične simptome, tudi slučajno to ni res. Je pa, zdaj, empatija je sicer spontani odziv človeka v odnosih do drugega človeka, tako rekoč vselej, ne samo takrat, ko drugi človek, ne vem, čuti bolečino, ali pa trpi, ali pa je žalosten. Ljudje tudi to povezujejo, napačno povezujejo med seboj. Kot da je empatija nekaj, kar je povezano z takimi stanji, ki sem jih zdaj naštel, bodi empatičen do njega. Ne, empatija je spontani, čustveni, močan čustveni, tudi kognitivni odziv na drugega, kadarkoli. Empatija nam pomaga prepoznavati sebe v drugem. To je empatija. To, kar velja za drugega človeka, velja tudi zame. Zato mi lahko razumemo, tudi kognitivno, ne samo čustveno, razumemo, da je človek žalosten, ker mu je mrla sestra. Mi imamo nobenih težav s tem. Mi to spontano razumemo in tudi doživljamo. Zato ob takem človeku ne rajamo in ne vzklikamo in ne pojemo in ne vem kaj ne delamo prevalov, ampak čustvujemo z njim. Avtomatično, spontano. Ampak enako velja, ko je človek vesel. Ker nas to, dobesedno žene k imitiranju, k posnemanju. To velja za vsako vedenje drugega človeka. Tudi ko je človek napadalen, ko je agresiven, mi spontano v sebi prepoznavamo agresivne vzgibe. Zato lahko razumemo, zato lahko rečemo, ok, jaz sicer zdaj nisem agresiven, te pa lahko razumem, zakaj ti si, naprimer. Ali pa zakaj si zdaj jezen na tega človeka, ali pa zakaj si besen, ali pa zakaj bi ga naj utopil z ljuči vode in tako dalje. In ko vse to prepoznavamo, praviloma, seveda, to nam pove spet kulturni kapital, to lahko inhibiramo.
človek je besen na soseda, ampak besen je on. Jaz nisem besen. Jaz sicer razumem in lahko to čutim, ampak jaz postajam miren in hladen ob tem. To recimo pride upoštevati tudi terapija. Včasih ljudje mislijo, da je terapija to, da si žalosten skupaj z drugim človekom. On je žalosten, pa še ti žalosten. Da smo oba žalosten. To je terapija, ni več. To je zgolj pustimo. Ali pa, ne vem, človek je depresiven, nasloni ramo, ali ne, glavo na mojo ramo, ali kaj dalje, in jaz čutim njegovo depresijo in to zdaj naj oba zdravi. Ne, to naj vključimo oba potiskov depresijo. Terapeut ostaja hladen. Cel kup postopkov je bilo, procesov v zgodovini humanistične psihologije, da bi to temeljno Freudovo držo nekako problematizirali. Ne, analitik se mora uživeti v predsednik. Ne! To te samo poškoduje za Boga. Če je nekdo depresiven, se nimam jaz kaj uživljati v depresijo. Še je depresijo postov. Pacijentu nič ne pomaga, če se ne skupaj z njim depresiven. On ravno hoče, da jaz nisem depresiven, ga manj potem iz depresije. Ali pa sočustvuj z njim, kaj ne jokam skupaj z njim, si oba piše v solze. To ni, ne gre tako. Ne? To inhibiramo. No, človek, recimo, ki ima avtistične simptome, ima pri tem težave. Težave pri inhibiranju. In ta mladenič Miha, zdaj tudi že nekajkrat prišel k meni, ravno s tem je rekel, a veste, sem bil jezen kar res, ampak sem se spomnil, ker mi je profesor rekel, pa sem se zadržal, veste, ker sem človek moram zadržati. To mi je razlagal 2 dni nazaj. Hvala Bogu, ja, fajn, misli si, da tega praviloma pač ne razlagamo, ker ni potrebno, ker nekako imamo to že ugrejeno, privatizmo pa ni tako. Lahko se pa tega nauči. Ja, celo vrsto impulzov moramo inhibirati v imenu dobrih medsebojnih odnosov, razumevanja, spoštovanja, dostojanstva in tako dalje. Tako je in to nas dela civilizirana bitja. Zato, vidite tukaj, pri enostavnih socialnih interakcijah, pri avtizmu še praviloma ni kakšnih posebnih težav. Praviloma se, pri enostavnih, pri lahko razumljivih. In to je vse skupaj vezano tudi na tisto, kar sem prej povedal, spremembe, anatomske spremembe v nevronskih mrežah. Enostavne situacije tudi človek, ki ima avtistične simptome, zlahka razume in se temu primerno naša. Pri bolj kompleksnih pa pogosto pa odpove. Enostavno več ne more slediti, tudi kognitivno jih ne razume, oziroma tudi, če jih kognitivno razume, ne more inhibirati. Zato se lahko zgodi, da boš pela sredi banke, če se jih bo zazdelo, da je nekaj spravilo v stisko, začela kričati in metati vse okrog sebe, kar je pod roko pride. Matej, me dohiti, vem, da je Matej, jaz sem še pred 2 tednoma in vpraša, kaj je, mu razložiti, ni poškodila nekaj na boli, boš, in se obrne, da bo šel naprej, pa se obrne zdaj, vam lahko jaz kako pomagam. Se lepo, ne, hvala. To me je presenetilo. Ja, te je presenetilo in hkrati je tak simpatičen, neustrezen odziv. Če razumeš to situacijo, ok, sočustvujem s tabo, ja, imaš te težave, ampak jaz ti zdaj ne moram nič pomagati, sorry, ne. Je pa fajna, da to reče, ker se je naučil, da temu sledi lahko tudi tak ti lahko je pomagam. Pa že, se obrnil, da se ga potolažil, razložil, da ni več hudega. Je izraz empatije, ne? To je izraz empatije. Kaj treba drugo tako, da je vprašal, če mu poznate kakšno raziskavo, ali ste srečali kakšno zapis o tem od česa, in odvisna empatija, seveda saj vemo od česa je, ampak koliko je odvisna od naših bioloških danosti. Seveda, recimo zelo je odvisno od tega, kar se v amigdali dogaja, v žlezah, ne se v žlezah, ampak inzula in tako dalje, recimo zelo odvisno od tega, kar se dogaja v bazalnega. Ja, seveda, od hormonov, od neurotransmiterjev, med drugim tudi od serotonina, pa še nekaj drugih dopamina in tako dalje. Tudi neurotransmiterjev, ki so inhibitori, recimo GABA, ki morajo blokirati določene odzive, ker drugače ne moramo biti empatični. Se pravi, empatija je malo paradoksna.
do drugega človeka imam malo distance, lahko čutim to, kar on doživlja, ampak vendarle rečem, to je njegovo doživljanje, ni pa tudi moje. Ja. Brez teh sprememb ali pa odzivov, recimo struktur v globoko v ganglijih, ne moramo govoriti o empatiji. Zato, na primer, pri nekaterih, to so tudi raziskave potrjevali, pri ljudeh, ki kažejo ekstremno malo empatije, recimo pri raznih psihopatih in tako dalje, zločincih in tako, je torej dokazano, da je, na primer, eno od takih struktur, ki se imenuje amigdala, dramatično ponavadi manjša, tudi za tretjino manjša. Zdaj to pomeni, se ko govorimo o amigdali, to pomeni na milijarde in milijarde in milijarde sinaps, ki jih tam ni. Ki bi morali biti v neki normalni velikosti, pri amigdali, in jih to ni. In empatičen odziv je v resnici kognitivno visoko zahteven, zato številne živali tega ne zmorejo. Nekatere zmorejo, številne pa ne, ker preprosto nimajo dovolj nevronov. Ker empatija ni samo čustveni odziv, ampak je tudi kognitivni odziv. Jaz ne samo, da čutim tvojo bolečino, jaz tudi razumem tvojo bolečino. Vem, odkot je, ja, se v podobni situaciji se tudi jaz to čutil, ja, vem, kako se zdaj ne počutiš in tako dalje, kar je pa stvar konteksta. Kar je pa stvar zelo kompleksnih nevronskih pol v kontekstu. Tako da ja, vemo, kaj se mora zgoditi in vemo tudi, zakaj se zmanjša recimo stopnja inhibicije ali pa empatije, če prije do že omenjenih anatomskih sprememb v posameznih predeljih možgana. Torej, socialna kognicija pomeni generalno seveda zmožnost človeškega bitja, da uporablja svoje kognitivne zmožnosti za razumevanje medsebojnih odnosov. Oziroma, ko govorimo o razumevanju medsebojnih odnosov, vselej že govorimo, ker je to povezano, ker je to neločljivo. Vselej govorimo o tem, koliko, do kakšne mere smo pripravljeni biti skupaj z drugimi ljudmi. Zdaj, na kakšen način, kako pogosto, ko govorimo o avtizmih, avtističnih simptomih, je lahko takih vzgibov zelo malo. Ni nujno, da jih je malo. Zato sem prej povedal, ni nujno, da je značilnost avtizma ta, da je človek distanciran. Ni res, ker tudi obratno ne velja. Ni vsak človek, ki je distanciran, zato je avtist. Ni distanca že kar avtizem. In vidite, v socialnih odnosih, v medsebojnih odnosih, pa potrebujemo še nekaj. Ko razumemo, recimo v določenem meru, razumemo delovanje možganov, vidimo tudi, da možgani niso isto kot Možgani so empirični, so v naših glavah. So v bistvu mentalne strukture. Zato recimo v sodobni neuroznanosti avtorji, kot je recimo Andy Clark, uporabljajo izraz mind-aware. Po analogiji, sicer ni neposredno primerljivo, tega ne smemo narediti z software. Mind-aware. Mind-aware je mnogo bolj stvar kulture, kulturnega kapitala, civilizacijskih norm, ki jih ljudje usvajamo skozi vzgojo, ampak, bolj pomembno, mind-aware je neprimerno obsežnejši, kot je to, kar posamezniki v sedanjem življenju zastopajo. Neprimerno obsežnejši. Zapravi, ljudje zaradi tega zmorejo nove in nove oblike socialnega vedenja. Niso omejeni zaradi tega mind-aware. In šele v razmerjih, recimo med številom sinaps v možganih, ki jih je tam približno 1 trilijon, in tem, kar imenujemo mind-aware,
se nam odpirajo danes res pomočjo novih tehnologij popolnoma nove oblike dela, ki so izjemno obetavne. Zdaj, oblike dela, s katerimi lahko dramatično, ampak res dramatično, spreminjamo anatomijo možganov, lahko ustvarjamo nove celice v laboratoriju. Ustvarjamo iz primarnih celic, mi lahko ustvarjamo na milijarde in milijarde in milijarde nevronov in jih enostavno poflancamo v možgane. To ni že zdaj čist nič posebnega. In lahko, to so pa zdaj najnovejše oblike dela, lahko se gremo neuromoduliranje. Neuromoduliranje enostavno pomeni, da ko vem, katere anatomske spremembe, katerih nevronskih mrež so nastale, ko jih detektiramo, ko jih natančno opišemo, ko jih poslikamo, ko jih fotografiramo, jih lahko tudi spremenimo. Neuromoduliranje pravzaprav pomeni, da lahko so to substance, lahko so molekule, lahko so električni impulzi, več načinov je, to je vse neinvazivno, to nič ne poškoduje ničesar, mi dobesedno silimo nevronske mreže, ker vemo, da so plastične, tudi v pozni starosti. To nekateri ljudje mislijo, še pred kratkim je nekdo rekel, ko si postar 50 let, pa že kar tako začneš malo čuden gledati, pa malo spomin zapuščati. To je preprosto neumnost. Lahko da se komu to zgodi, to neč da rečem, ne? Ampak raziskave potrjujejo, da recimo možgani 80-letnikov ohranjajo, če zadnjih skrbi, ohranjajo gostoto nevronskih mrež, ki je primerljiva z tistimi, ko je šel star 20 let. Tako da, to je tudi eno takih klišejev, ki se jih pač ljudje držijo, ali Bog je zakaj. To zdaj je to tudi pomembno. Spravi, ker lahko ohranjamo torej, elastičnost nevronskih mrež, no v nekem smislu lahko z njimi naredimo, dobro, ne bom jih rekel kakolja, to je pa le malo pretirano, ampak tako rekoč jih lahko na novo moduliramo. Neuromoduliranje tudi izhaja iz izraza moduli. Posamezne nevronske mreže so moduli. Neuromoduliranje pomeni spreminjanje teh modulov oziroma pomeni tvorjenje novih modulov. Mi jih lahko nadzorujemo, naprimer tukaj vidite na področju avtizma, mi lahko z neuromoduliranjem vplivamo na tako kompleksne mreže, ki so povezane z empatijo, o čemer smo zdaj govorili, so povezane z imitiranjem, z posnemanjem, z zelo kognitivno zapletenim razumevanjem medsebojnih odnosov, do take mere, da spodbujamo oziroma razvijamo nevronske mreže, ki nadzorujejo socialno vedenje, da celo, če bi gledali človeka, opazovali človeka pred in po, se ponavadi reče, ne bi opazili kakšnih posebnih sprememb. In zdaj bi pa še jaz dodal tako izkušnjo staro 2 dni, ko smo se pogovarjali z socialnimi delavkami iz Centra za socialno delo, glede Špele. Celoten sestanek je na nek način vodila Špela, mi smo samo malo koordinirali, pa povedali, katera točka na dnevnem redu, in nastopala zelo samozavestno. En trenutek je rekla socialna delavka, danes si pa zelo samozavestna, kar jo je seveda v določene mere presenetlo in tudi, kolikor pač pozna to dekle, ve, da si misli v glavi, da avtistični ljudje ne nastopajo prav pogosto tako samozavestno. To je tudi to rekla. In krasen je bil Špelin odgovor, je rekla, ja, se tudi moram biti. Če hočem, kaj se enkrat kasneje živela, samostojno živela, tako je drobne. Torej, danes smo prišli do tega, da lahko z sodobnimi metodami, ki jih spremljajo potem tudi ne samo tole, kar sem rekel, čist dobesedno biomehanski posegi v nevronske mreže, spremljajo se druge kognitivne recimo terapije. Mi lahko danes rečemo, da
vedenje otrok, zlasti otrok, prej, ko se to začne bolje je, smo že večkrat spregovorili, več, ko je tega treninga, mi lahko vplivamo vsaj na določene nevronske mreže do take mere, da bistveno spremenimo, izboljšamo vedenje posameznikov, kar seveda pomeni, da že dolgo časa več ne velja deterministična trditev, da če je bil otrok enkrat diagnosticiran kot avtist, da tudi vse življenje bo. Danes to več ne velja.